nami je jeseni posajena sadika, ki smo jo kupili vlončeno v drevesnici. Načeloma vemo, da sadik ameriške borovnice vsaj 3 do 4 leta naj ne bi rezali, vendar glede na to, da so to sadike, ki so vzgojene iz tkivne kulture, imajo zelo veliko drobnih pogankov. In te poganke je potrebno odstraniti iz grma tudi na pravkar posajenih sadikah. Poganke odstranimo predvsem zato, ker so to poganki, ki ne bodo imeli niti cvetov, v bistvu bodo samo gostili grmiček in pobirali energijo, ne bodo pa prispevali k razvoju močne sadike. Zato pri sadiki, ki smo jo posadili, odrežemo vse te drobne poganke, te polegajoče do tal in poganke, od katerih ne pričakujemo večje kakovosti. Tu je to, kar moramo narediti pri mladi rastlini. Še nekaj je zelo pomembno. Pri tej lani jeseni posajeni sadiki lahko opazimo prve cvetne brste. Tukaj jih so na primer 3, tukaj jih je 5, tukaj jih je spet 5, imamo že 13 približno, imamo približno 30 cvetov. Iz teh 30 brstov, iz teh 30 brstov se bo razvilo vsaj 100 cvetov. In če bi to rastlinico obložili s 100 cvetovi, se pravi 100 plodovi, bi že v prihodnjem letu, se pravi v letošnjem letu, imeli že 20 dekagramov pridelka. Ta pridelek je za tako rastlino bi bil preveč obremenjujoč. Sicer bi bili izredno ponosni na prvi pridelek, ampak rastlina ne bi uspela graditi svojega volumna za prihodnost in tudi koreninski sistem bi težko prehranil teh 20 dekagramov pridelka. Zato je nujno, da ko se razvijajo, ko se bojo te cvetovi razvili, jih v prvem letu popolnoma odstranimo. Pri tem moramo biti previdni, da ne tržemo celih brstov, ampak da odstranjujemo cvetove. Seveda lahko kakšen plod pustimo tudi na taki rastlini, ampak načeloma naj bi bil to ukrep, ki ga izvajamo v prvem letu. Vse drugače je pa v drugem letu. Tukaj pred nami je starejša rastlina, ki je že bila posajena pred 2 letoma. Ta rastlina ima samo en poganjek izstav. To je vsekakor premalo za 2-letno rastlino. In ker jaz želim, da bi ta rastlina pognala več mladih pogankov, moram pričeti z rezjo že zelo zgodaj. Tudi če ni 4 ali 5 let, ampak je šele 2. leto po sajenju, bom odrezala ta poganjek. Ta poganjek pa zato, ker je obložen z veliko kratkimi stranskimi vejicami, številnimi brsti, ki niti niso kakovostni. Se pravi, pridelek bi bil kakovosten, odžiral bi pa hrano ostalemu delu grma. S tem, ko sem odrezala to vejo, sem rastlino prisilila k bujnejšemu izraščanju pogankov iz stav. Če pa hočem doseči še več, bom še naredila prvo redčenje. In sicer redčenje pogankov, ki so neperspektivni. Vsaj ta, ki sem ga odrezala, pa tale, sta neperspektivna. Oziroma, preveč hrane bosta odzela rastlini, ki bi težko prehranila ves potencialni pridelek, ki ga imamo na tem grmičku. Tudi na tem grmu bom presodila, če bo število cvetov ali plodov preveliko v primerjavi z olistanjem, ki se bo začelo, bom izvedla redčenje. Recimo odstranila bom 20% pridelka, mogoče samo 10%. Če bo pa listov še manj, bom odstranila še več pogankov. Skratka, zavedati se moram dejstva, da moram v prvih letih doseči čim večji volumen rastline, s čim več poganki, ki jih spodbudim k razraščanju samo z rezjo.